Decembra je veliko veselih trenutkov, zabav, zaključkov in je možnost, da boste pili alkohol. Kaj? Se tudi jaz ga bom. Zato je prav, da ne sedemo za volan, ker imamo vedno doma nekoga, ki lahko pride po nas. Punca, žena, fant, mama, ati, babi, dedi, ljubica, tašča. Ok, dost. A vidite, koliko je teh voznikov? Žal pa je zelo veliko tudi takšnih, ki tega ne naredijo, potem pa polnijo tole statistiko, ko alkoholizirani povzročijo prometno nesrečo. Ja, številka se giba tam okrog 10%, konkretno okrog 1400 prometnih nesreč, nekaj več smo leta že obravnavali in pri tem ugotovili, da so vozniki v bistvu vozili v vinjenem stanju. Glede na število prometnih nesreč, ta trend ni zares negativen. V letošnjem letu sicer beležimo manjše število smrtnih žrtev zaradi posledic prometnih nesreč, ker je bil vzrok alkohol, vendar pa na drugi strani beležimo porast hudo poškodovanih. Torej, trend še vedno ni dovolj dober, da bi bili z njim zadovoljni. Tudi tisti, ki prespite, ko ste ga fajn žingali, niste nujno zjutraj trezni. Alkohol se presnavlja zelo počasi, obenem pa ste še utrujeni, tako da mimogrede napihate tudi takrat, ko mislite, da je vse skupaj že zdavnaj mimo. Zagotovo je najprej preventiva pomembna. Že nekako si želimo, da si vsak voznik, da se zaveda nevarnosti, ki jo povzroča s tem, ko se vinjen usede za volan. In mogoče tudi, da se zaveda posledice. Te zgodbe so ponavadi zelo tragične, ljudi potem to spremljajo celo življenje in če bi vsak pri sebi si odgovoril samo na ta vprašanja, kaj sledi potem, smo prepričani, da bi se morala že večina odločiti, da se ne usede za volan. V bistvu je bilo nekako tako, da mladi vozniki so varni in oni so 0-0 in vejo, da so 0-0 in tega se relativno striktno držijo. In zdaj je vesel december in prav, samo še 2 dni ga bom tudi jaz zaužil. Kaj pomeni to? To pomeni, da bom šel lahko na pivo in potem bom vozil. Koliko piv pa lahko spiješ? Ja, ne vem, s fanti gremo ven, 1, 2 rundi, 3. Ja, kaj pa se pol zgodi? Ja, ne vem, pa najbrž bom nehal. Ne, potem ti bo pa zapasal in najbrž boš pozabil in boš končal v tisti črni, tragični statistiki in drži se 0-0, ker si se čudovito navadil. Jep, in zato mi je ful všeč projekt, ki teče že 6. leto. Ja, projekt Heroj v pidžami je sigurno del naše družbene odgovornosti, ki jo kot avtomobilski proizvajalec smo dolžni vračati družbi, ne samo skozi prodajo vozil, ampak tudi skozi zmanjševanje ali osveščanje voznikov s tem, da je vozilo in da je voznik še zmeraj tisti, ki je odgovoren za vse, kar se dogaja na cesti. Mi kot proizvajalec vozil mu nudimo vedno boljše, bolj kvalitetno, varno vozilo, ki mu res pomaga v kritičnih situacijah, vendar voznik je tisti, ki se o tem odloča na koncu dneva. Ja, zato pa sem razmišljal, da ko bodo vozila avtonomna, pa tega ne bo več. Ko bo prisotna v vseh naših vozilih, ne govorimo o Toyoti, ampak o vseh vozilih, ki jih posedujemo doma, mogoče. Ampak do takrat bo še mnogo življenj ali pa preveč življenj ugasnilo, nažalost. Je pa res, da ta tehnologija pomaga v kritičnih situacijah. Najbolj problematični, kar se vožnje pod vplivom alkohola tiče, so moški. Potem zdaj ugotavljamo tudi, da so mladi delajo največji napredek izmed vseh starostnih skupin in smo jih tudi pohvalili. Zdaj letos pa se dotikamo v 6. sezoni problematike nočne vožnje pod vplivom alkohola. Saj vemo, da nekako noč in alkohol sta nekako poročena, sta zelo dober par in verjetnost za nastanek take prometne nesreče in tudi hudih posledic zaradi takih prometnih nesreč je še toliko večje. Zraven izvajamo tudi vožnje, ki jih izvajajo naši invalidi, poškodovanci v prometu in med vožnjo domov, če kdo potrebuje slučajno prevoz, se zapletejo v pogovor z osebo, da in ji še nekako položijo na srce, da naj si vedno poišče prevoz domov, da ne bo trpel trajnih posledic, kot jih pa on ali ona. Kdaj pa je največ nesreč? Po nekaterih podatkih med 18 in 20 oziroma polnočjo, tam je teh nesreč oziroma delež povzročiteljev približno 24%. Če pa zajamemo od 20. ure pa do 6. ure zjutraj, se pa ta odstotek poveča malo čez 40%, kar je zelo veliko. In seveda sobota je tisti dan v tednu, ki so pijani povzročitelji najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč. Saj, če sem blizu doma, bom pa jaz stisnil še tistih nekaj kilometrov, a ne? Čeprav po drugi strani pa beležimo, da se tudi največ prometnih nesreč zgodi blizu doma. To zavarovanje vase, da se njim ne more nič zgoditi,
Se mi zdi, da to je tisto bistveno, ne, na kaj se ljudje zanašajo. Pa ni tako. Deci vina se v telesu presnavlja 1 uro, enako štamprle žganja ali pa pol pira. Zdaj pa si sami izračunate, koliko časa traja, ko greste ven na eno fajn žurko. Ja, v Zavodu Varna pot izvajamo akcijo Čista nula, čista vest, s katero nagovarjamo pravzaprav vse udeležence v prometu, tudi kolesarje, voznike električnih skirojev, ostalih mobilnih naprav, da ne sedejo za volan oziroma ne grejo v promet alkoholizirani. Jep, marsikdo zmotno misli, da če se vozi s skirojem, ga pa ne bodo ustavili. Ali pa da bo lažje pobegnil policistom. Mi smo optimisti, zato tudi sodelujemo v takšnih akcijah. Mogoče celo preko mladih. Tukaj smo danes govorili, da se mladi bolj zavedajo, so bolj ozaveščeni, kako ravnati, zakaj to ni prav. Več nas je, bolj se nas slišijo, zagotovo pa je Agencija za varnost prometa tista, ki mora sodelovati z vsemi deležniki, s čim večjim številom, vršiti dialog, skupaj načrtovati aktivnosti, ker na ta način lahko naredimo več. Z zavedanjem, z razmišljanjem o posledicah, razmišljanjem o tem, da se to jutri lahko zgodi nam. Jasno, na koncu pa vedno je potrebna tudi represija, da tako rečem, zato policija tudi na tem področju izvaja svoje aktivnosti. V decembru bomo zelo aktivni, napovedujemo več nadzorov in v bistvu ljudje nas lahko dejansko pričakujejo na cesti, lahko pričakujejo, da če bodo pili alkoholne pijače in potem sedli za volan, da bodo nadzirani in potem seveda tudi sankcionirani. Pokličite ženo, proste prijatelje, usedite se v taksi. No, dajmo si skupaj malo stisniti, pa bo, a prav. Jaz sem Štajerc, tako da vem, kaj je dobra kapljica. Ampak v vseh teh letih, ko pripravljamo te prispevke, sem tudi že marsikaj videl, zato upam, da boste tudi vi.